Danes v nekaterih medijih beremo, da bojo podporniki zakona tožili katoliško cerkev zaradi tega, ker se je aktivno vključila v referendumsko kampanjo. To je res neumnost, zaradi tega, ker če cerkev svoje vernike poziva, da ne obkrožijo proti, zaradi tega, ker je ubijanje in sodelovanje pri ubijanju nekaj slabega, v bistvu to ni nekaj protizakonitega, ampak v bistvu v skladu z njenim poslanstvom. Tega se zavedajo tudi tisti, ki so tako tožbo spisali. Zaradi tega, ker namen takih tožb v bistvu ni, da bi tožba uspela kot taka, ampak zato, da zastrašiš ljudi, da nehajo govoriti v javnem prostoru. In to je v naši slovenski družbi precej značilno. Zaradi tega, ker ljudje pač utihnejo, če jih vsakič, ko povejo svoje mnenje ali pa odprejo usta, razglasiš za fašiste ali pa jim groziš s tožbo. Značilnost te kampanje je prav to, da v resnici nikjer ni nobene okrogle mize ali pa debate, ker bi se dva različna mnenja dejansko soočila. In če so župnije edine, ki prirejajo okrogle mize ali pa debate, ker tudi kakšno zelo težko vprašanje pride ven, je to samo dobro in spodbujanje demokratičnega procesa. In mimogrede, lahko nas še vedno povabite, da pridemo na vašo župnijo ali pa na vašo lokalno skupnost. Kar se pa tiče referendumskega taksija, pa to ni naša izvirna ideja. Če se spomnite, 4 leta nazaj po referendumu o vodah je sindikat taksistov ponudil brezplačen prevoz vsem ostarelim in tistim, ki pač niso mogli na volišče prevoz in so ponudili svojo storitev brezplačno. Pri našem projektu pa gre predvsem za to, da če v enem lokalnem okolju opazimo, da nekdo potrebuje prevoz do volišča, da mu to skupaj jaz in ti lahko omogočiva. Ne se bati takih zastraševalskih taktik, to samo pomeni, da nekaj delamo dobro. Tako da še naprej šerite, lajkite in komentirajte naše vsebine in ne pozabite tudi vi iti na 23. novembra na referendum in obkrožiti proti. Ne se bati. Ne se bati. A ne.